Z današnjim dnem pa sem želela poglobiti naš pogled, izkušnje, vse, kar smo izkusili v naših letih, predvsem v dva izdelka, in sicer v On Guard Soft Gels Kapsule Plus, ki so nam ravno kar pošle, tako da tudi moram odpreti novo stekleničko. Noter je 60 mehkih kapsul, ki jih poznate že, če poznate kolekcijo in mešanico On Guard, ampak je vseeno reč majčkeno drugačna. In potem še se bomo res le ustavili pri samem origanu, v katerem vam moram pa res ogromno povedati. In se mi zdi dostikrat ena od tistih osnovnih olj, ki ga mogoče postavimo malo v zadnji plan, ker je izredno močno, potentno, ampak se da z njim res ustvarjati tudi res neverjetne stvari v aromaterapiji. V glavnem, če se vrnem najprej na On Guard mehke kapsule, kot rečeno, noter je 60 mehkih kapsul in te kapsule so dodatno še okrepljene s tistim, kar že poznamo z On Guard mešanice, to se pravi pomaranča, ki je noter predvsem zaradi tega, ker je odlična za podporo ob sezonskih spremembah. Potem noter je rožmarin, ki odlično podpira naše dihalne težave in nasplošno res lajša vse, kar je povezavi z dihalom. Potem na drugi strani je noter tudi evkaliptus, ki deluje izredno čistilno, poleg tega, da deluje tudi zelo dobro za dihala. Želela sem vam tudi pokazati, kako te mehke kapsule v VG ovojnici izgledajo, da si lažje predstavljate. Potem noter vsekakor so še klinčki in cimet, ki sta noter predvsem v On Guardu, zato da podpirata zdravo odzivnost imunskega sistema. Ampak tisto, kar pa je nenavadno in kar ne pričakujemo in je dodatno noter s posebnim namenom, v primerjavi z On Guard mešanico in z temi Soft Gel Plus kapsulami On Guard, je, da imamo tukaj dodatno noter še meliso, tukaj imamo dodatno noter še origano in seveda tudi črni poper. Črni poper predvsem zaradi tega, ker podpira zdravo delovanje cirkulacije oziroma krvnega obtoka, tako deluje tudi nežno grelno. Potem pa seveda še dve pomembni olji, torej melisa in na drugi strani še origano, ker podpreta tisto, kar cimet in klinčki že v On Guardu delajo, še bolj, da podpirajo zdravo odzivnost imunskega sistema. Midva to največkrat vzameva tik preden jeva, zato ker tako tudi opažava, da se najlepše absorbira, tudi ne prihaja do tega, da bi se vse skupaj dvigovali ali pa ta okus prihaja navzgor. In predvsem tiste dneve, ko čutiva, da nisva čisto okej, ali pa če veva, da bo malo bolj naporen teden, ali pa če čutiva, da bo tisti dan potrebno mogoče preležati kakšno uro več v posli, tudi čez dan, da telo ni čisto tam, kjer bi moralo biti, in naju res okrepi in nama lajša razna nelagodja, ki se lahko pojavijo v predelu grla, nasplošno pri telesni moči oziroma fizičnem dobrem počutju. Tako da res odlična stvar, ki nikoli ne sme manjkati, in zato sem tudi ravno v tem obdobju v jeseni šla tudi zdajle, ker sva včeraj ravno ponudila še zadnjo iz prejšnje flaške po novo stekleničko. Drugače pa, ja, želela sem vam veliko povedati o origanu, ki se tudi v Soft Gels Plus On Guard kapsulah nahaja. Origano je eno od osnovnih 10 olj znotraj velikega paketa ali pa malega paketa, kakorkoli vzamete, je eno najbolj potentnih olj, in sicer že, če ga odprete in ko povonjate, je izredno močan in ta moč predvsem se izkazuje v samih fenolih, ki se nahajajo v origanu. In sicer timol je ena tistih glavnih stvari, ki jo tukaj najdemo, in zaradi njih samih moramo to olje izdatneje rečiti, ko ga uporabljamo, zelo malo res deluje močno, predvsem pa podpira zdravo odzivnost imunskega sistema, zdravo odzivnost dihal in tudi zdravo odzivnost prebavil in vse, kar se srečuje težav v tem predelu. Tako da mi ga največkrat uporabljamo v difuzorju ali rečeno in največkrat v rolonu. Jaz verjamem, da vsi moji sočlani, ki me poznate, dobite tudi vedno te moje recepte, in eden glavnih receptov z origanom se imenuje Jutri bom kot nov, v katerem se nahaja kar 5 od 10 osnovnih olj in mešanic.
in je nekaj, kar si maževa na predel bezgav, kadarkoli imava težave v tem predelu ali v predelu ušesa si maževa okoli ušesne školjke, na podplate in vzdolž hrbtenice, predvsem da skupaj celostno zajameva in podpreva zdravo odzivnost imunskega sistema. Tako da, če kdo potrebuje recept, naj mi pove, pa mu spodaj vse skupaj napiše. Potem pa origano res velikrat uporabljamo tudi v kulinariki, ker je vseeno, kljub temu, da rada kuhava z zelišči, zelo drugače, ko to izvedeš kot aroma kulinariko. In ena najboljših stvari oziroma najlažjih je, da kakšno staro stekleničko limone, recimo pri origanu, izrabite, da date noter oljčno olje, pa potem eno kapljico origana in to uporabljate za polivke po solatah, za po kakšnem žaru, bo je to lahko mesno ali pa tudi plant-based oziroma kar se tiče rastlinske hrane, rastlinskih pripravljenih reči. Potem na drugi strani je odličen tudi za kakšno polivko po juhi, zdaj ko smo v jesenskem času, recimo čez kakšno bučno juho, tako krepko na žlico, Potem zelo, zelo priljubljen pri nas pa je tudi primer solnice. To se pravi, sol natresemo v manjši kozarček, dodamo eno kapljico origana, pretresemo in to uporabljamo za začinjanje oziroma za začimbno sol. Oziroma lahko rečete tudi nekateri kot v kombinaciji z ostalimi zelišči v obliki eteričnih olj, da skombinirate jih več skupaj in imate neke vrste eterično vegeto in potem kapljico tistega dodajate v večjo količino jedi ali pa uporabljate princip zobotrebca, zato da jedi niso seveda premočne. Kaj sem vam še želela povedati? V difuzorju ga zelo, zelo rada izrabim, dodam eno kapljico origana za čistilne namene oziroma tudi zato, da podprem recimo to, kar si želimo od OnGuarda in mu dodam največkrat 3 kapljice ali pa kar 4 kapljice kakšnega citrusa, največkrat med osnovnimi seveda limono. Vas bom pa verjetno presenetila, da se ujame origano zelo dobro v učinkovanju še s 3 osnovnimi olji in sicer z sivko. Lahko preizkusite tako, da date eno kapljico origana, potem nekaj kapljic sivke, lahko tudi kakšen citrus. Zelo dobro se ujame z hladilnim, nasprotju z njim, kaj je grelno olje, to se pravi za peppermintom v difuzorju in pa tudi za dihala se odlično ujame skupaj z čajevcem. Tako da res ne puščajte samega origana preveč na strani, ker ga je res za izkoristiti. Zelo radi ga imamo, da ne pozabim, tudi za lepši izgled stopal, sploh če se tam pojavi nekaj, kar nas moti ali pa vizualno ni tako, kot bi si želeli na stopalih. In ta namen lahko seveda si tudi pripravite rulonček, pa se s tistim lažje pač mažete, lahko tudi po principih origano tača, to se pravi rulona, ki se drugače da kupiti kot rečen, ampak si lahko takšnega s praznim rulončkom, ki se ga da pri doTERRI kupiti in s kokosovim oljem kot baznim oljem da pripraviti tudi sami. S čim se še ujame sam origano? Med zelišči odlično učinkuje skupaj z baziliko, skupaj z rožmarinom, ki ga tudi že danes kar omenjamo znotraj OnGuard mešanice. Med citrusi se zelo, zelo dobro ujame z bergamotko. Vse to, kar vam zdaj razlagam, lahko uporabite v rulončku rečeno ali pa seveda v difuzorju, potem tudi s cipreso in pa z cedro, ki sta odlični tudi za podporo zdravi odzivnosti dihal. Tako da pač sigurno ne zmanjka idej, kako origano vse uporabiti. Vem, da vas zanima zdaj še kaj pa origano in čustva. Ko govorimo o čustvih, je origano tisto olje, ki pomaga puščati neke dosedanje predstave, predsodke, prepričanja za nami in nam pomaga odpreti srce in da lahko sprejemamo novo in nekako dosegamo višji potencial. To se pravi, res je odličen, sploh če se vam zdi, da ste se ujeli v neke vzorce, lahko pri zdravju, lahko pri denarju, lahko tudi pri odnosih. Tako da vam bom povedala zdaj tudi eno vajo, kaj lahko naredite in origano je tukaj le ključen. Vam pa to vse govorim tudi zato, ker so ga že v starem Rimu in v Grčiji zelo, zelo radi izkoriščali, tudi zato, da so ga dajali zanimivo v ljubezenske napoje. Pri Egipčanih so ga pa izkoriščali predvsem zato, da so ga dajali k duši v grob, zato da bi duša lahko šla
v lažjo pot v drugo življenje. Oni so verjeli, da se življenje po smrti še nadaljuje, pač enostavno v drugi obliki, na drugi strani Nila in da je tam v istem življenju vse idealno. Tako da vsekakor izkoristimo te potenciale, ki so jih že vedele stare civilizacije. In kar sem vam želela povedati, da ne pozabim, da je kot origano v področju elementa zraka zelo, zelo močan in res prenaša ogromne nove stvari in pozitivne stvari in ni nekaj, kar na prvi vonj pričakuješ, ker je izredno močno olje. Tako da vas zdaj zelo lepo vabim k tej vaji in sicer razmislite, v katerem delu življenja vas najbolj trenutno nekaj omejuje. Lahko je to zdravje, lahko je to pač nekaj v odnosih, lahko v delu, v tem, da ne veste točno, kam iti naprej v življenjski poti in to zapišite v svoj dnevnik, v en zvezek, ki ga imate za take posebne zapise. Če ga še nimate, vam ga toplo priporočam. Tudi kot dnevnik hvaležnosti morda za naprej. In napišite noter vse, kar se vam zdi, da ne zmorete ali da niste dovolj dobri. Ponovadi v teh stvareh, kjer nas nekaj omejuje, res srečujemo take besedne zveze ali pa da ne smete. In potem to preberite sebi na glas. In ko boste to prebrali, probajte vse skupaj spraviti kot z enim svojim alter pozitivnim pogledom na svet, kako bi pa te besede lahko spremenili v neko pozitivno afirmacijo. In tukaj pride na vrsto origano. Ker z zavonjavami, tako kot sem tudi že na svojem blogu zapisala, lahko usidrate in dejansko sami reprogramirate na čist prijeten in zdrav način svojo zavest, svoje negativne misli. In origano tukaj uporabite v eni kapljici, potem pa odvisno od področja, kjer se počutite, da imate trenutno malo več za delati pri sebi, lahko uporabite pol zraven še ilang-ilang, arborvito, evkaliptus, bergamot, ko sem že omenjala, in pa pink pepper. Tako da mi napišite, ali je to področje, kjer se srečujete s težavami, mi kjer spodaj napišite, ali je to področje denarja, ali je to področje recimo ljubezni, ali imate občutek res ogromne jeze, imate občutek, da niste razumljeni, imate občutek, da ste nepomembni, imate občutek, da življenje boli, ali pa mogoče se vam zdi, da ste trenutno zelo osamljeni, tako da ne izgubljam mogoče toliko časa, ampak vseeno mi lahko spodaj zapišete, da vam povem, kaj dodati eni kapljici origana in v 6 kapljicah kot drugo olje, da si podprete tisto svoje področje, ki vas trenutno najbolj pesti, pa hkrati še to vajo naredite. Tako da ful bom vesela, če mi napišete nazaj, kako vam je, ker je to nekaj, kar mogoče nismo vajeni vsak dan, ampak tudi aromaterapija se pri tem lahko vklopi na zelo močan način in tudi zelo učinkovito. Za konec pa sem vam želela zaupati še, kako zanimivo deluje še origano. Origano sam je lahko tudi izredno dober v tem, da nam dviga potencial oziroma našo zavest, dviga na višjo raven. V tej varianti se zelo dobro povezuje za pomarančo, ki nam kaže, da je zelo lepo biti mi sami, kakršni pa smo, in pa ena tako olje višje zavesti, ki pride v origano tukaj zelo do izraza, je havajska sandalovina, tako da ta 3 lahko vmešate, bodi si v difuzorju ali si pripravite kopel. Potem druga stvar, če bi radi dvignili svojo senzualnost že kot do sebe, ne mogoče samo kot v neki obliki intime med 2 osebama, ki se imata radi, ampak vseeno, tudi v tem primeru lahko se zelo odlično origano ujame z kardamomom, ki nekako odpiha pretekla prepričanja in pa res čudovito. In olje, res, ki ga zelo cenimo, vrtnice, zdaj če tele nimate, lahko uporabite seveda tudi Touch Rose. In pa potem še tretja stvar za vse tiste, ki pa radi tudi, verjamem, da pač enim je to blizu, drugim ne, ki vas zanimajo malo višji deli in sporočila, ki jih lahko od univerzuma tudi sprejemate ali pa lažje in bolje slišimo, pa lahko povežete origano z meliso in pa z seveda zelo zanimivim oljem nardo oziroma v angleščini spikenard. Tako da jaz upam, da sem vam uspela podati malo o On Guard
kapsulah in pa origanu veliko informacij, tako da ne bo origano znan samo za takrat, ko se ne počutimo ravno najboljš, pa da je nekaj, kar uporabimo, ko nismo dobro, ampak da vidite, da res lahko prinaša ogromno stvari in da je res na čustvenem in mentalno-srčnem področju, ki ga seveda želimo spraviti v eno ravnovesje, zato da bosta eden od druga slišana in razumljena, da tukaj igra zelo ključno vlogo in da to njegovo učinkovino in delovanje tudi izkoriste. Se pa veselim vseh komentarjev, tako da kar napišite mi, kaj vas še zanima, tudi vse tisto, kar smo prvaji naredili, pa se vam oglasim. Adijo!